kadrovanje. Ali bi kot poslanec podprli morebitni moratorij kadrovskih vprašanj v zadnje pol leta mandata, torej da se o večjih kadrovskih vprašanjih pol leta pred novimi volitvami ne sme odločati, razen če ni nujno? Da, prav gotovo je to nujno potrebno, zato ker na koncu mandatov se stalno zaposli preveč ljudi in potem imamo samo povečanje javne uprave. Da, kadrovanje je vse poprek. Kadrovanje gre preko meja in sem za to, da se ne zamenjuje tistih ljudi, ki so strokovni in delajo dobro, ampak tisti, ki so nujno potrebni in še to na najvišji ravni. Ne, ker poslanec je izvoljen za polna 4 leta in ne za 3 leta pa pol. Da, podpiramo moratorij na sklenitev novih pogodb za vodstvene položaje v javni upravi ter v podjetjih, ki so v javni lasti. Da, vendar mislim, da je to že bilo neko nenapisano pravilo, ampak. Ja, podpiram to idejo. Seveda je pa res to, da so nekatere stvari nujne in v teh primerih je pač potrebno imenovati ljudi, drugače je pa bolje, da se tik pred volitvami to ne uporablja, ker povzroča slabo energijo. Bi podprl, vendar mislim, da to ne bi zadostovalo. Mislim, da bi bilo potrebno ukrepati širše. Ja, treba je omejiti apetite političnih strank po kadrovanju. Da, vsekakor. Glejte, kadri v državnih podjetjih in pa javnih zavodih se lahko menjajo samo takrat, kadar gre za konec mandata in pa takrat, če vodstvo ne dela dobro. Ja, izključno strankarsko kadrovanje se mi zdi nesprejemljivo, absolutno dajem prednost strokovnemu kadrovanju pred strankarskim.